Pozdravljeni! Če bi sam lahko posnel film o eni sezoni Formule 1, bi bila ta tista iz leta 1982. Imeli smo tragedije, hude nesreče, stavke, napete dirke, na koncu nepričakovanega zmagovalca, ampak v ozadju tudi spor med Združenjem konstruktorjev in federacijo. Ogromno zadev, o katerih bi se dalo posneti enkratne zgodbe. In prav leta 1982 se je zgodila tista velika izdaja v Imoli, o kateri bom malce bolje spregovoril danes. O veliki nagradi San Marina leta 1982 je bilo povedanega in napisanega ogromno. A nažalost v večini primerov se začnejo pripovedi tam 25. aprila, ko se je dirka zgodila. Da bi bolje razumeli vse, kaj se je dogajalo, moramo iti na začetek sezone in omeniti na primer stavko voznikov na veliki nagradi Južne Afrike. Pa bom rekel upokojitev Carlosa Reutemana, ko je po 2 dirkah ugotovil, da Formula 1 ni več zanj, čeprav je bil v Williamsu praktično v tistem bolidu, v katerem je osvojil svetovno prvenstvo. Pa ne smemo mimo diskvalifikacij Rosberga v Williamsu in Piqueja v Brabamu na veliki nagradi Brazilije zaradi vodno hlajenih zavor in diskvalifikacije Gillesa Villeneuva v Long Beachu, ko je imel tisti dvojni zadnji aerodinamični profil. Bil je spor med FISO, to se pravi predhodnico današnje FIE, in Formula 1 Construction Association, katero je vodil Bernie Ecclestone. In to nas je pripeljalo v Imolo leta 1982, verjeli ali ne, prisotnih samo 14 bolidov ali 7 ekip. Prvo, tiste 3 ekipe konstruktorji zvesti FISI, Ferrari, Renault, Alfa Romeo. Recimo jim tovarniške ekipe. In na drugi strani 4 odpadniki iz kluba FOCA. Tyrrell, Ozela, ATS pa Toleman. Ekipe, katere so finančno rabile to dirko, pokrovitelji in denarne nagrade so jim bile izjemnega pomena. Odsotni Brabham, McLaren, Williams, Lotus. Praktično tista glavna konkurenca Ferrariju in Renaultu. In treba je razumeti sezono Gillesa Villeneuva. V prvih 3 dirkah je dosegel enkraten seštevek 0 točk, 2 odstopa in 1 diskvalifikacija. In razumeti moramo, da leta 1979 je sprejel vlogo drugega voznika, ko je pomagal Jodiju Scheckterju, da je postal svetovni prvak. Razumel je, da bo tudi on dobil priložnost. In vemo, leta 1980 tehnično niso bili na nivoju, leta 1981 je prišel v to vlogo in nekako tisti 126 CK ni bil še na nivoju, a v sezoni 82 je moral dokazati svojo veličino. Njegov mit je rastel in tudi Enzo Ferrari je začel razumeti, da še malo in bo lahko celo začel ogrožati sam mit skuderije Ferrari. Gilles Villeneuve je bil priljubljen. Tako priljubljen, da ta enostavni Kanačan je imel počasi tudi dovolj vsega tega pritiska navijačev, medijev, ki so ga vršili nanj. Govori se, sicer govorice, legende, nepreverjene novice, da je bil v pogovorih z McLarenom in to tam za sezono 83-84. In vem, izgleda malce čudno, a če to vidimo v blogu, ki ga je napisal Alan Henry na uradni strani McLarena, nekaj osnove je lahko tudi na tem, čeprav ne gremo mimo govoric. In seveda po 3 nulah praktično v Imoli Gilles Villeneuve drugega kot da zmaga praktično ni imel. Če je hotel v tisti sezoni še kaj doseči, kaj dosti več napak si ni smel privoščiti. In seveda, kot smo povedali takrat, konkurenčni za zmago v teoriji samo 4 vozniki, Villeneuve pa Pironi pri Ferrariju ter Agnew in Prost pri Renaultu. In tu pride na dan druga legenda, katero je v nekem intervjuju povedal Didier Pironi.
Namreč, vsi 4 vozniki naj bi se nekako domenili, da se ne bojo borili med seboj v prvih fazah dirke. Namreč bili so najbolj konkurenčni in bilo bi neumno, da bi se v začetnih fazah, ko si bodo enkrat nabrali dovolj prednosti pred ostalimi, malce porabili gorivo, imeli še, bom rekel, pneumatike v dobrem stanju, naj bi se začeli boriti med seboj. Problem pri teh govoricah, pri tej legendi je ta, da imamo še 2 živa, Prosta pa Arnaulta, ne en ne drugi nikoli ni potrdil te zgodbe. In na kvalifikacijah so pokazali pri ekipi Renault fantastično formo. René Arnoux je bil približno sekundo hitrejši od Villeneuva, več kot 2 sekundi hitrejši od Pironija. A kaj, ko 25. aprila, ko se je začela dirka, v prvih krogih težave na pogonu pri tovarniški ekipi Renault. Turbina in motor sta izdala, tako Prosta kot Arnauta, in praktično Ferrariju odprta pot do dvojne zmage. In prav tu se zgodba začne zapletati. Namreč po eni strani tudi v ekipi Ferrari naj bi prišlo do nekega dogovora, ukolikor se zgodi kaj takega, dvojna zmaga je bolj pomembno kot vse ostalo. Ukolikor bosta v takem položaju na koncu dirke, voznika naj zamrzneta položaje in dosežeta, bom rekel, maksimum od tistega, kar je možno. A eni zgodbo potrjujejo, drugi jo zanikajo, zato to je tudi seveda v tem spektru legend. Po drugi strani Ferrarija sta bila tako hitra, da sta se začela praktično boriti med seboj. Mnogi pravijo zato, da so imeli doma tisti navijači sploh kaj gledati. In seveda, če pogledamo, kako sta vozila, tako Pironi kot Villeneuve, vidimo, da je šlo bolj za prijazno prehitevanje, brez kakega velikega napora. In vidimo tudi nekaj, kar je zanimivo, da sta bila bolida drugačne aerodinamične konfiguracije. Gilles ni imel pritrjenega prednjega aerodinamičnega profila, Didier ga je imel. A pustimo sedaj to. Na koncu v zadnjih fazah dirke z komandnega pulta Ferrari pride nerazumljivo sporočilo. Namreč pokazali so na tablah napis slov, upočasni. Kako bi to razumeli? Ne vozi na polno, bodi pozoren, imej občutek, da prideš do cilja in ne riskiraj preveč. Seveda, tu je nežna interpretacija tistega ukaza, kajti možno bi bilo tudi razumeti, da bi moral zmagati Gilles Villeneuve, drugi Didier Pironi in naj upočasni. Mauro Forgier je v enem iz intervjujev povedal, da tisti dan nažalost ni bil prisoten v Imoli, kar je malce čudno, kajti Imola so razmerno blizu Maranellu, a pustimo sedaj to, in da bi on ukazal tisti pravi ukaz, tisto pravo sporočilo, katero bi moralo biti napisano na tabli nekako takole. 1 Gilles, 2 Didier, ok, nekaj takega. A tega nikoli ni bilo. In Gilles in Didier sta si izmenjavala tisto prvo mesto. In kar je zanimivo, pogledal sem čase, ki sta jih dosegala, kadar sta vodila, vidimo, kako Didier je bil bistveno hitrejši od Gillesa, kot Gilles pravzaprav res ni dajal vse od sebe v tistih krogih. In zgodilo se je tisto, kar vsi imenujejo velika izdaja. V zadnjem krogu, v katerega je začel kot vodilni Gilles, se mu je v ovinku Toza približal Didier, ga prehitel in na presenečenje vseh zmagal. In seveda, mnogi mislijo, da je Pironi tako izdal zaupanje do takrat prijatelja Villeneuva. A sedaj se bom jaz vprašal nekaj. Če mi kdo pokaže voznika Formule 1, kateri noče zmagati, mu bom jaz pokazal nekoga, ki laže. Po drugi strani, Villeneuve je bil res preprost človek in mogoče malce prelahko vzel vso zadevo. In mislim tudi, da Scuderia Ferrari kot sama je imela tudi določeno količino odgovornosti pri nastanku tistega dogodka in te legende, kot sem že povedal v začetku.
vidimo veliko razočaranje. Na obrazu Villeneuva, na fotografijah, katere so bile posnete po dirki, in tudi na zmagovalnem odru kakega velikega pretiranega veselja ni bilo. A treba razumeti, da to je bil samo povod v tiste tragične dogodke, ki so se zgodile čez 14 dni in verjetno res Gilles Villeneuve z Didierjem Pironijem ni spregovoril več besede, kot je sam povedal. A tudi Pironi je vodil svetovno prvenstvo tam do velike nagrade Nemčije, ko je doživel tisto nesrečo, ki je končala njegovo kariero v tem, bom rekel, zmedenem, čudnem, po svoje fantastičnem letu 1982. In za razumevanje vseh dogodkov okrog velike izdaje v Imoli leta 1982, mislim, da vsi mi navdušenci vemo premalo, čeprav bi bilo prav malce raziskovanja teh dogodkov verjetno zanimiva zgodba. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.